Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že bilo rečeno, danes ob 9. smo se sestali na sestanku iniciativnega odbora. Najprej smo pregledali potek aktivnosti vezanih na zbiranje podpisov pod peticijo proti nepremičninskemu davku, kakor tudi aktivnostih na javnih tribunah, ki potekajo dnevno na večjih lokacijah. Lahko povemo, da je doslej do 13. ure 28.500 že podpisov na spletni aplikaciji, ki smo jo postavili podpisniki te peticije. Kot veste, tudi Skupnost občin Slovenije zbira podpise in tudi tam, saj za zjutraj imam podatek, da je bilo več kot 1500 podpisov. Se pravi, da je 30.000 teh podpisov, ki so bili prejeti preko spleta. Na hitro smo naredili malce inventure med sabo, koliko je podpisov že zbranih tudi in pa že prenešenih na organizatorje. In teh podpisov je v tem trenutku nekje okoli 13.000 še dodatnih. Tu so šteti tudi podpisi sindikata kmetov, ki so jih že zbirali na Radgonskem sejmu, tam je bilo 6.000. Tako da v tem trenutku računamo, da je za tiste, katere imamo preštete, okoli 43.000 podpisov. Kolegi pa povedo, da je na posameznih mestih še zelo veliko teh že podpisov, ki jih nimamo štetih, in se bo ta številka preko vikenda bistveno povečala. In danes je bil tudi ta dogovor, da skušamo in da bomo do nedelje do 18. ure dobili fizično te podpise skupaj, jih tudi uredili, pregledali zelo pozorno tudi spletne aplikacije, tudi tiste, ki so zbrani preko teh podpisanih listov, da ne pride do kakšnega podvajanja in da bomo imeli čisto številko teh podpisnikov v ponedeljek tam okoli 9. ure. Z samimi podpisi, ki bomo spravili skupaj, kot sem že v ponedeljek do 9. ure, je potem naslednji dogovor, da se ob 11. uri podpisniki peticije zberemo in tudi danes že napovemo, da bomo 15 do 12 v ponedeljek, se pravi 15 minut pred začetkom seje, s temi podpisi šli v državni zbor in jih predali predsedniku državnega zbora. Kar se tiče aktivnosti zbiranja podpisov in pa tudi organiziranja javnih tribun, se s ponedeljkom ne zaustavijo. Ponedeljek sicer začne seja državnega zbora. Sam sem bil danes že tudi na odboru za finance, kjer smo poskušali dopovedati koaliciji, da je potrebno odpreti to javno razpravo, da je treba teh 10.000, se pravi, jaz ocenjujem 50-60.000 ljudi, ki bodo do ponedeljka jasno se podpisali pod nek protest, slišati, se z njimi začeti pogovarjati, da se enostavno ta zadeva na takšen način v državnem zboru ne sme sprejemati, predvsem pa, da je sam zakon, kot sem ga že mnogokrat tudi povedal, njegove pomanjkljivosti, tako pomanjkljiv, da tudi če ga v državnem zboru v naslednjem tednu s številnimi amandmaji sprejme, je zelo velik problem ustavnosti tega zakona, ker bazira na vrednotenju, ki je krivično, in z dneva v dan prihajajo različni primeri, kjer enostavno enakosti pred zakonom po takšnem vrednotenju, na katerega nimaš praktično nobenega vpliva več, enostavno ne bo zagotovljeno v Republiki Sloveniji. Zato so stekle tudi že aktivnosti, da pravni strokovnjaki že sedaj pregledujejo ta zakon, opozarjajo na pasti in pripravljajo vse podlage za to, da takoj, ko bo pač v državnem zboru, če bo koalicija nadaljevala s tem tempom, zakon sprejet, se šlo tudi v intenzivno pripravo ustavne presoje tega zakona, in prepričani smo, da Ustavno sodišče ne bo imelo težke naloge zaustaviti uveljavitev tega zakona. V osnovi še enkrat, mi želimo samo eno, to smo želeli tudi v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke, ko smo dali pobudo za 5 odborov,
da se o zakonu govori, da se o zakonu opozori na nepravilnosti in zanimivo, da je bilo najprej na kolegiju predsednika Državnega zbora izglasovano, da gre zakon po nujnem postopku, po ponovnem premisleku na kolegiju pred samim glasovanjem v Državnem zboru še enkrat potrjeno, to potrjeno tudi potem v Državnem zboru. Ko smo poskušali odpreti javno razpravo s kolegi iz SDS-a, dali pobudo, je bilo gladko na kolegiju za finance zavrnjeno, da bi prišlo sploh do javne razprave okoli teh mnenj. Ko smo potem, ker ni bilo javne razprave, vložili pobudo za 5 odborov, da bi vsaj na odbore lahko povabili vse, ki jih ta zakon tangira in da povedo, zakaj nasprotujejo temu zakonu, kje so nepravilnosti, so 4 predsedniki odborov enostavno naredili to, da niso sklicali odborov in se bodo pač poslužili 15-dnevnega roka in bodo v 15 dneh, ne vem, teden, 10 dni po tistem, ko ocenjujo, da bo že stampedo koalicije šel skozi ta zakon, sklicali odbor, ko bo praktično že zakon po njihovem prepričanju v Državnem zboru sprejet. Mislim, da je resnično neodgovorno in da glede na to, da je bil zakon, kot veste, še 14 dni v usklajevanju med samimi koalicijskimi partnerji, da se je potem končno prišlo do tega teksta tik pred prazniki in sedaj je pripomb za tak debel spis in enostavno sem tudi pri sprejemanju dnevnega reda poprašal kolege iz koalicije, ali so uspeli te pripombe prebrati, ali se resnično lahko dokončno pišmeuhovsko obnašamo pri tem tako pomembnem in sistemskem zakonu, kot je zakon na davek na nepremičnine. Da strnem, ponedeljek 15 dopoldan predamo peticije v Državnemu zboru. Tako zbiranje peticij kot tudi organiziranje javnih tribun poteka še naprej. Prepričani smo, da saj iz pogovorov, ki smo imeli doslej s kolegi iz Državnega sveta, da je tudi v Državnem svetu, ki je tudi dal negativno mnenje med pripombami, ki je prišlo v teh dneh v Državni zbor, večina, da bo tudi v Državnem svetu izglasovan veto, tako da mogoče bomo pa odbore lahko imeli vsaj pred glasovanjem o vetu, za katerega predvidevamo, da bo v Državnem zboru izglasovan. Hvala lepa, gospod